Spoštovane bodoče zavezanke in bodoči zavezanci, po zakonu o davka od dobičkov iz odsvojitve kriptosredstev, danes za vas pripravljamo specialno oddajo na Coinu z gostiteljem Davidom. Mano, ja. Moje ime je Stane iz Ljubljane in se nahajamo na vrhu Nebotičnika. V goste pa sva povabila predsednika Bitcoin društva Tonija Čepona Živo. in pa generalnega sekretarja Bitcoin društva Klemna Končana Vrstovška. Pozdravljeni. Živo, fanta. Živo. Kaj bo tema, si rekel? Zakon o davku od dobička iz odsvojitve kriptosredstev. Še prebrati ne znamo. Ne, se res ne. Čeprav ne bi bil zelo enostaven in poenostavljen, in kar bomo še Spoznali? zelo dobro spoznali. Ne? Torej, predlog zakona so objavili na vladi 17.4., tik pred velikonočnimi prazniki, a ne, zanimivo. A misliš, da nalaš takrat? Ja, ker je javna obravnava na voljo samo do 5. maja. Vmes so še prvomajski dvojni prazniki prazniki. in še tisti komunistični partizanski 27. april, Aha. da ja ne bomo imeli časa se odzvati. A ne? Ok, se pravi, hočeš reči, da je to malo tako načrtno? Zelo načrtno zgleda. Ali pa sam predvideva, midva. To se nama samo zdi. Ok, dobro. Ampak mislim, da podobne občutke delita tudi najina gosta. In zato smo se zbrali, da ta predlog zakona temeljito in strokovno ocenimo, kajti strokovna javnost je bila menda vključena, pa nič ne vemo o tem. Ne? Tako je gospod Boštjančič povedal, ne? Ja. No, dajmo se najprej obesiti na njegovo novinarsko konferenco po predstavitvi predloga, kjer je minister najprej po svojem občutku ocenil investicije v kriptosredstva kot visoko špekulativno naložbo. Kako, Klemen, vidiš njegove občutke? Glede na to, da ne bi minister sam držal za 10.000 evrov ripla, mu verjamem. Ja. Ampak on niti ne vidi dodane vrednosti v kriptosredstvih. Tudi to je izjavil. Ja. Zanimivo, ne? Mogoče v brez besed. Mogoče v teh, ki jih on drži, ali pa Zakaj kakšnih pa drugih, ne. kupil kriptosredstva, če ne vidi v tem dodane vrednosti? Ja. Iz Čemu visoko sploh zakon? špekulativnih razlogov. Ja. Čemu sploh zakon? Hej, nadalje navaja posvetovanje s strokovno javnostjo, v narekovajih, ki da so se tudi vsi strinjali z obdavčitvijo. Toni, koliko vprašanj je dobilo društvo ali kdorkoli, ki ga poznaš iz kriptosveta, predvsem iz bogatega kriptogospodarstva v Sloveniji? No, zdaj se bom tukaj navezal te tvoje trditvi, tako v štartu, ki si rekel, da bomo strokovno predelali ta predlog. Ne. Zdaj, glede na to, da nas nobeden ni kontaktiral, predvidevam, da na ministrstvu predvidevajo, da pač mi nismo strokovnjaki, pa tudi vsi, ki jih jaz poznam, da niso neke vrste strokovnjaki, ker nas ni nobeden kontaktiral, oziroma ne poznam nobenega, da bi se kdorkoli z njim pogovarjal. Odlično. Če so pred leti dejansko nas kontaktirali oziroma kontaktirali ljudi v teh naših krogih, ko se je gospod Simič ubadal z obdavčitvijo, je tole, mislim, da šlo kar pod radarjem skozi in je, lahko rečem, da nas je ta predlog kar malo presenetil, no, sploh pred prazniki. Tudi naju. Se pravi, strokovna javnost so tisti, ki ne poznajo tega. Če smo Ne, prav tisti, zdaj ki niso bili razumeli. nič vprašani. Aha. Njegova strokovna javnost pa ne vemo, kdo so bili. Ok. Verjetno bančniki. Glede na zakon vidimo, da je nekdo, ki ne razume teh sredstev. ki je No, bolj glede na zakon v sami utemeljitvi tudi navaja, da pri pripravi predloga zakona zunani strokovnjaki niso sodelovali. Ja, kako? Kako zdaj to, če na konferenci pa Lažejo. Boštjančič pove, da so bili Ne vključeni? poznajo tega zakona. Večkrat je minister na novinarski konferenci tudi poudaril enostavnost, poenostavitev in poenotenje obdavčitve z drugimi sredstvi. Prej si spomnil gospoda Ivana Simiča. On je ta predlog nekje celo ocenil kot enostaven, da pa mora izračunati njegove učinke. Jaz bi rekel, da je ta predlog enostavno za nič, enostavno diskriminatoren, uničujoč za naše gospodarstvo in državo na dolgi rok. Ali kaj je tukaj enostavnega, Toni? Ja, zdaj, če se spet malo prestavimo na prejšnji zakon, Simič je bil res poenostavljen, mogoče celo malo preveč poenostavljen. Če pa tega pogledamo, ne, je pa tako, kot si rekel,
enostavno nesmiselen za nič ali pa celo brezvezen, nerazumljiv. Ne vem, saj ne znam vseh besed našteti. Tudi sam poudari, da država nima ne načrta, koliko bi pridobili s takim zakonom, temveč si želijo le povsem, no to ni on rekel, to sem jaz napisal, da si želijo povsem zatreti uporabo denarja, ki ga ne nadzorujejo in mu ne morejo znižati kupne moči. Rekel pa je, da želijo samo odvrniti vlagatelje od visoko špekulativnih sredstev. Človek drži Ripple in želi vlagatelje odvrniti od visoko špekulativnih sredstev. Človek drži Ripple. A boš dal to na replay, David? Človek drži Ripple. Lahko. Kar je še več, Ministrstvo za finance je tudi izdalo prve blockchain obveznice na svetu. Torej spodbuja razvoj te tehnologije, vendar izvaja nelojalno konkurenco. No, toliko o njegovi novinarski konferenci, ki, kot smo ugotovili, ni bila niti skladna s predlogom zakona. Pa če gremo kar na predlog zakona, a ćemo najprej pogledati, kaj je definicija kriptosredstev in kje je tukaj Bitcoin? Klemen. Zbrav, zdaj gledamo, kaj je v predlogu zakona. Ne? Ja, Kriptosredstvo pomeni digitalno predstavitev vrednosti ali pravice, ki jo je mogoče elektronsko prenesti in shraniti za uporabo DLT ali podobne tehnologije. Koga? DLT. To je Distributed tehnologija Ledger Technology. razpršene evidence. No, kar pa še naprej navajajo, je pa potem tudi, da teh sredstev ni mogoče opredeliti na enostaven način, saj obstaja veliko podskupin, vključno glede na njihovo obliko in glede na načine njihove uporabe, bodisi menjalno sredstvo, naložba ali dostop do storitev. Številne vrste teh sredstev se uporabljajo oziroma pridobivajo zgolj kot naložbe. Torej sami se zavedajo dejstva, da tukaj je veliko različnih kategorij teh sredstev, pa kljub temu mečejo vse v isti koš, ne da bi poskušali razumeti razlike med posameznimi. Kje je tukaj Bitcoin? Kje je tukaj Bitcoin? Dobro vprašanje. Čeprav oni enačijo Bitcoin z vsemi ostali shitcoini, ki so z vsemi ostalimi žetoni, skemi in tako naprej. Ja. Tako nekako ne gre skupaj. Ne? Tudi po svetu vidimo, da so pa države, velike države, pa tudi manjše. No? Veliko pred nami so spoznale razlikovanje med Bitcoinom in vsemi ostalimi sredstvi. Bitcoin nima izdajatelja, ne? Bitcoin nima direktorja. ja, samo tukaj je to zelo priročno. Ne? Če daš Bitcoin v žakelj z Luno ali pa Terra Luno, ne? s Terra Luno, ja, ali pa še s kakšnim bolj zanimivim projektom, mogoče celo s kakšnim slovenskim. Pol, ko pogledaš, ta žakelj je zelo špekulativen, pa zelo, kako bi rekel, volatilen. Ne? Hočeš reči, da v Tako da so to bistvu izkoristili v bistvu vse negativne stvari blockchain tehnologije, ne? Zmešali skupaj, vrgli v mikser in potem naredili to, kar so naredili. Tako da s tem se vsekali zelo počasi. Ne? v Bitcoin društvu zagotovo ne strinjamo. Ne? In mislimo, da če začnemo pripravljati kakšen tak zakon, bi bilo treba to malo presortirati, pa malo pogledati, kot so tudi že, ne vem, naredili v Ameriki, kjer so ustanovili strateško rezervo in vemo, kaj je v Bitcoin strateški rezervi. Verjetno z nekim razlogom niso dodali še za enkrat Ethereuma plus vsega ostalega. Torej, definicija obdavčljivega sredstva v zakonu je že sama po sebi in kontradiktorna in slabo opredeljena. Ne? Tudi v samem predlogu zakona so navedli, da želijo, oziroma v izjavi za javnost, da želijo približati obdavčitev kriptosredstev oziroma posnemati obdavčitev kapitalskih sredstev, torej da bo obdavčitev posnemala obdavčitev kapitalskih dobičkov. Hkrati pa navajajo, da se nekatere od teh kriptosredstev lahko uporablja kot menjalna sredstva oziroma naložbe. To niti si preomenil Bitcoin strateško rezervo v ZDA, med drugim je v izjavi za javnost Bela hiša podala mnenje, da Bitcoin tretirajo kot digitalno zlato. In zlato v Sloveniji vemo, da ni obdavčeno z davkom na kapitalski dobiček in se smatra bolj kot naložbeni razred in bolj kot neka monetarna dobrina, ki ohranja vrednost na dolgi rok in se kot taka ne more obdavčiti s kapitalskim dobičkom. Kar je logično. Ne? Ja. Če bi bilo Če tako logično. pogledamo. Če Ne? želimo izenačiti obdavčitev podobnim sredstvom, bi mogli tudi Bitcoin kot digitalno zlato enačiti z obdavčitvijo zlata, ki v Sloveniji nima ne DDV-ja, niti kapitalskega dobička.
No, ne samo to moje osebno mnenje, ne. Bitcoin ni samo to, kar si rekel, digitalno zlato, ne, je tudi denar, je tudi valuta. Ne? Celo zakonito plačilno sredstvo v Vsaka državi, v ja. suvereni državi. Torej, nikjer na svetu nobena država, ne v Evropi, nobena država ne obdavčuje tuje valute, ne? Drži. In pač Bitcoin v tem primeru tudi je valuta. Ne? Tuje valuta. Ja, glede na to, da v kantonu Cug v Švici lahko davke plačaš, No, še nisem to, še mrske drgi. Poleg tega je Špar začel uvajati pobiranje oziroma plačevanje za blago v Šparu v Cugu z Bitcoinom. Kaj, se pravi, Slovenc bo šel 2.1. naslednje leto v Cug, tam plačal nekaj z Bitcoinom, ene čigume. Kaj se zdaj zgodi? To bo obdavčljiv dogodek ali kaj? Ja, po slovenskem predlogu, ja, ne. Se pravi, vse je 25% dražji v tem Šparu. Kaj pa, ko bo to slovenski Špar uvedel? Ja, ne vem. Se pravi, dobiš popust, pa takoj državi neseš 25%. Med drugim je pa rekel gospod minister, da jim za dohodke od tega davka ne gre kaj preveč, ne? Briga jih. Nimajo cilja, kam bodo s tem denarjem. Skaj pa sploh zakon o obdavčitvi tega? Ne vemo. No, pojmo naprej na zakon. to v bistvu vemo, ne, konec koncev, ne. Ker je v izjavi dejansko rekel, da gre za špekulativen finančni inštrument, ne. In Ne gre za špekulativen finančni v inštrument. v kateri Ne gre. No, on je tako. Tako je izjavil, to je Verjetno. on izjavil, No, no. minister v svoji izjavi, in da država ne želi spodbujati vlagateljev. To se pravi, da nas izobražuje država s svojimi davki in nas odvrača od Uporabe nakupov denarja. Ja, seveda. denarja, pa dobrega hranitelja vrednosti oziroma premoženja. Ministrstvo je namreč zagnalo program finančnega opismenjevanja v zadnjem letu. A je mogoče noter Bitcoin? Ne. Se pravi, noter ni sredstva, ki ohranja vrednost, ki je absolutno omejeno, ki v bistvu posamezniku omogoča suvereno upravljanje s svojim sredstvom, se pravi, da je samo moje in ga noben ne kontrolira, ga lahko pošljem kamorkoli, komurkoli, kadarkoli. Ne, imaš pa sredstvo, ki ima omejen donos, namreč državne obveznice Aha, to pa, s 3% obrestmi. se pravi, to pa v bistvu preferirajo, če prav razumem, in naložbe v delnice. Si Ker gre za predstavljam. stabilne naložbe. Ne? Aha. In tukaj so pa vzajemni skladi in tako naprej, kjer v bistvu ta denar, ki država je že povedala, da leži na bankah, ga v bistvu želijo, čeprav razumem, plasirati, ljudi malo porint v investiranje v to in pač seveda pobrati davka, ne, od tega. Jaz mislim, da naloga države ni, da spodbuja ali pa zavira neke investicije, ker konec koncev je to fajn, da se odvija naravno, ker če vsak posameznik v državi ve, da je nekaj v redu, bo pač v nekaj investiral, če nekaj ni v redu, pač v to ne bo investiral. Zdaj, a se bo naučil na nek težek način, ki ga bo pač bolel, ali se bo naučil zato, ker bo nekoga poslušal, ali pa se mogoče izobraževal. Če bi država ponudila mogoče kakšne načine izobraževanja ali pa jih financirala, bi to bilo veliko boljše, pa da se vedno pustimo voditi, ker konec koncev nam, ne vem, država iz državljanov dela invalide, pa na koncu jim pa kupuje vozičke, to zdaj karikiram, ne. Absolutno. In na koncu zdaj oni tisti najboljši, ker so nam dali ta voziček, pač če nas ne bi naredili invalide že v štartu, ne bi rabili Absolutno. nobene pomoči. In tukaj je v bistvu Tako kot vir tega problema. Tako kot inflacija je dobra, ne? Torej, glavni razlog, da ljudje kupujejo Bitcoin, je zaščita pred inflacijo. In kot tak, vsak posameznik bi moral imeti pravico ohranjati svoje premoženje, ne pa da država v bistvu to preprečuje, oziroma želi sama odločati o tem, na kakšen način bo posameznik hranil svoje premoženje. Še eno dejstvo, ne? Se pravi, vsak, ki je kupil Bitcoin, je v roku minimalno 4 let imel več kot pred tem, ne? Se pravi, ni vlagatelja v Bitcoin, ki bi v roku 4 let lahko izgubil na vrednosti svojega premoženja. Absolutno No, in to- pod pogojem, da ni prej prodal. Seveda, Ja, seveda. seveda. 4 leta je držal. Ne? Ampak vrnemo se na to, ne. Minister je rekel, da po njegovem mnenju gre za špekulativne Tvegane naložbe, a ne. Ja, mogoče kaj izmed nabora kriptosredstev drži,
a ne. Velika večina. Ampak, Ja, tako kot ampak sem že v Bitcoin štartu, pa ne, a ne. tako kot sem že v štartu povedal, če to vržeš vse skupaj v eno vrečo, ne, je to dejansko, če gledamo daleč, špekulativna zadeva. Ne. Ja, Ampak če pa ampak ločeš neki, pač, če pa ločeš sama sredstva, pa lahko vidiš, da dejansko dvomim, da bi Amerika, tako kot sem prej že povedal, Bitcoin strateško rezervo dala Bitcoin, če bi bilo to visoko špekulativna naložba Tako je. oziroma sredstvo. No, ampak Stane, lahko rečemo, da pač bi bilo smiselno ločiti Bitcoin od ostalega. Seveda. In to To lahko zakonsko, ne? ne samo rečemo, lahko zapišemo, sprej v roke pa gas. A napiševa. Aha, okay. A gremo mi kar na predlog zakona in kako ga vidita vidva, oziroma kaj so tiste glavne pripombe na predlog zakona, da jih na hitro preletimo in ljudem predstavimo, s čim se ne strinjamo in kaj vse not zapisano. Dejansko je kar nekaj težav v tem zakonu, in mi smo samo najbolj bistvene izvzeli. Zdaj, če začnemo pri tem, kar smo se zdaj pogovarjali, neustrezno obravnava Bitcoina in drugih kriptosredstev, ker tega ne moramo mešati. Drugo je diskriminacija glede na druge oblike premoženja. Primer? Ne vem, če primerjamo Bitcoin zlato, Umetnine. potem imamo pa umetnine, pa ne vem, delnice, pa vrednostne papirje. V kakšnem smislu tukaj, ko si rekel, diskriminacija? Ja, glede na to, da Bitcoin, pa v Ameriki smo pač prej se že pogovarjali, da je obravnavan kot digitalno zlato, ne? In pri nas imamo pa dejansko različno obdavčitev. To se pravi, na eni strani imamo 25% na Bitcoin, pa nič na zlato, tako da tukaj je že, dajmo reči, neke vrste diskriminacija. Pol pa po mojem mnenju ena zelo vprašljiv člen, kjer se bo zbiralo podatkov o lastništvu, posredovanju vseh transakcij, denarnic, načinih hranjenja Bitcoina. Tako da tukaj pa pridejo. No, meni se zdi to poseganje v zasebnost. Ne? Tako, tukaj pa Jaz pridemo ne prijavljam vse gotovine ali pa ne vem, zlato, če ga imam, ali pa slike od ne vem koga in tako naprej. Mislim, tukaj bi v bistvu pa lahko pride do enega zelo zanimivega precedensa, ne? Da bo treba, ne vem, pa nekoč ali po bližnji prihodnosti poročati tudi o teh stvarih, ki si jih pač naštel. Ne? Ali je to zlato, ali je to, ne vem, umetnine ali pa karkoli od tega. Tako da To je kar noro, ne? ja, naslednji člen je. Ampak jaz bi sam še, sorry, Toni, jaz bi sam še to postavil. Sprav, ne samo to, da je to nesmiselno, ne? In poseg v zasebnost. Gre tudi za to, da v zadnji se delajo baze podatkov, ne? Ki so potem honeypot, kaj je to po slovenski. Tarča, se pravi hekerjev, drugih držav, drugih tričrkovnih agencij, ki pridejo do teh podatkov in pač s temi podatki pol lahko delajo več, kot si mi lahko zamislimo. Ne? Mislim, se to ne rabi biti niti tričrkovne organizacije, tudi ne rabijo biti hekerji. Vse vemo, da zaposleni na lahko Fursu. tudi država lahko v enem trenutku začne izkoriščati vse te podatke, ki jih imajo. Absolutno, mogoče. absolutno, no, se to. In jaz mislim, da nobeden noče nič skrivati, oziroma ni želje, da bi se zdaj to nekaj skrivalo, ka pol to hitro kažeš reče, ja, sej, a imaš kaj za skrit, da nočeš dati podatkov. Ampak nek del zasebnosti pa Absolutno. res lahko vsakem posamezniku ostane. Gre se tudi za to, da ta sredstva se praviloma, če se hranijo v obliki strojnih oziroma s pomočjo strojnih denarnic, se hranijo na netradicionalne načine, podobno kot recimo gotovina ali zlato doma. Ni to enako temu, da ti hraniš denar, evre na banki, kjer si zavarovan, kjer ima banka skrbi za varnost tega denarja, tukaj dejansko skrbiš za varnost sam. In če pride do vdora teh podatkov, da nekdo dobi podatke o tem, koliko premoženja imaš, v kakšnih oblikah ga hraniš, je veliko višja verjetnost, da bo nekdo tebe to ali ukradel ali te izsiljeval, ker ve, da tukaj ni nikogar, ki te dejansko ščiti. A si predstavljamo, da bo nekdo po pomoti, boh ne daj, državi prijavil svojih 12 besed od denarnice, zasebni ključ. Ja, ni to tudi v zakonu noter. Ni še. Točno te dikcije Ni nisem še. zasledil, ampak ljudje bodo tudi po pomoti lahko to naredili. To je noro. Se pravi, to je tako, kot bi vse Podaril. Ja, vse podaril, vse ključe od hiš nesel državi ali pa kar pustil jih na ulici. In No, vsak pa se v končni fazi je to cilj.
države. Pobrati premoženje vseh državljanov za financiranje svojih Nebuloz. peskovnikov in zato, da pa si lahko razdelijo tisti, Ja, jaz ki so mislim, da pri to tem. Ne. izvira še iz višjih krogov, kjer je EU imela eno izmed točk na svoji agendi tudi množičen popis premoženja, tako kot je bila ta ideja razlastinjenja ljudstva, ne, bi tudi množičen popis premoženja pri tem močno pomagal. Absolutno. In to Pa je dajmo tudi prvi se- korak v to smer. Ne? Dajmo se Hkrati tudi imamo spomniti. En precedens, tako ja, v Združenih državah. Ne? Ne samo to, nekaj drugega sem mislil, ampak dajte pa ti. Leta 1933 so Združene države skušale zaseči vse zlato iz rok posameznikov. Ne samo Se- skušale so ga. Mislim, so ga zasegli. So ga tako. večino, zdaj ki No, dobro ampak- odgovarjam, 6102. Ja. Zdaj imamo to en primer v zgodovini, ki se ni dobro končal, predvsem za državljane. Se pravi, bili so nategnjeni, če skrajšamo. Samo takrat, Tisti, da- ki so zdaj bomo comply, spet, ne. tisti, ki so complyali, ampak to je Takrat pol je država preklican, imela- ne vem, nekje v 70 letih je Ja, bil preklican ja. to. Ampak No, takrat je ampak, država Amerika imela en velik problem. Ne. Oni niso vedeli, koliko zlata prebivalci držijo in so se zanašali pač na prostovoljno predajo oziroma prodajo zlata ali pa na špicle, ki so javljali, koliko kdo zlata drži. Hkrati so pa imeli eno veliko prednost in ta je bila, da je večina zlata že bila hranjena v bankah in je v bistvu država brez problema lahko to zlato zaplenila ne neposredno pri samih lastnikih tega zlata, ampak pri bančnih institucijah. Ja. In v zameno je ljudstvu ponudila razvrednotene dolarje po netržni vrednosti odkupa tega zlata. Yep. To Zdaj lahko kar sledi sem- temu zakonu. Ne? Zdaj pa Ja, pridemo kar k temu, da mi bomo pa sami javljali, koliko imamo, ne? In pol tudi vejo, koliko ga moramo prenesti, kadar ga bo treba prodati. Kar sem hotel prej povedati, Klemen, ki si rekel, se pravi, da je to neka točka na agendi Evropske unije. a ne. Se pravi, popis premoženja. Kaj sledi popisu premoženja, vemo, se pravi, dodatna obdavčitev ali Zaplemba. zaplemba. a ne. Pa se opada s tem, kar je Uršula, kaj že, Von der Leyen. von der Leyenova gospa, a ne, Von der Leyen. povedala, kaj so tri točke. Ne? Zdaj, če se bom prav spomnil, ena je bila povečanje izdatkov za oboroževanje, a ne. Druga je bila investicije posameznikov, dajmo jih plasirati, če se ne motim, a ne. Znižati nivo prihrankov in jih usmeriti v investicije. Nekaj tasga. Zihar je zeleni prehod. Ne, ni bil omenjen, A ga ni ampak več? seveda je to del tega. Ga ni več. Ne, v Evropi je še, v ZDA ni več. Tretja se pa zdaj ne spomnim, ampak kar hočem reči je, ja, se pravi, najprej rabijo evidenco, da potem lahko nam vzamejo, ne, in Sam si financirajo. pozabil, Še CBDC si pozabil moment. Seveda, to pa tudi se upada. a ne. In je na nek način pričakovano, da bodo želeli ustaviti vse izhode prebivalstva, a ne, ljudi, zato da ne bi izbrali v bistvu edino sredstvo, ki je absolutno omejeno in ga kontrolira posameznik, in jih silili v digitalni evro, kjer pa je glih kontra. Nič več si ne bomo lastili, pa bomo srečni. Ne? Ja. Naprej, kaj so še pripombe Bitcoin društva? Je, v bistvu imamo pol še retroaktivna določila, ne? To se pravi zahteva po določanju vrednosti kriptosredstev na 1.1.2026 in domnevi o vrednosti tudi za izgubljena sredstva. To se pravi, da tukaj pomeni določeno retroaktivnost. Ker Deva če to. smo mi nekaj izgubili, če nimamo ključev, pa da pač po nesreč parjavimo, ne? Oni zahtevajo tudi za nazaj določene podatke. In taka ureditev dejansko krši načelo pravne varnosti po ustavi Republike Slovenije, ker si obdavčen tudi za nazaj. Ne? To je In super tudi za nekaj, kar izhodišče. nimaš. Tako. Ne? Super izhodišče, ampak tudi v prihodnosti, kot je Klemen omenil, ta denar varujemo sami na neobičajen, netradicionalen način in če dostop do njega izgubimo, kaj bomo davek še vedno plačali na prijavljeno premoženje. To je več kot noro. Gospod Dajmo- Riplaš, mislim, da tega niti slučajno ne Ne, se razume. tukaj Je pa res, da Dajmo potem se- ne daj- moreš odsvojiti teh Ne, se sredstev, če tukaj jih v bistvu izgubiš. zdaj na odsvojitvi, ne, ampak trenutno po tem zakonu še ne, ampak zelo hitro se lahko zgodi, Seveda. da oni določijo glede na premoženje, da boš dal plačilo. Točno to. Zdaj Nerealizirano, ja. na neke nerealizirane dobičke ali pa ne veš, kaj se lahko vse spomnijo. Tako da tukaj dejansko lahko pride do tega, da ti prijaviš, da si lastiš neki,
kar si ne lastiš več, ker zelo hitro lahko izgubiš. In zdaj, to lahko kaj, ker rečeš, nimam. Tako da ta poročanja. Mislim, verjetno ne. Jaz tudi močno dvomam. Mene ta debata. Pa bi vsi rekli, nimam. Jaz mislim, da boating accidenta ne moreš parjati, oziroma na obrazcu tega ne bo tega polja. Zdaj, to ni, da te spomnim, ti vem, da si še omenil, da je zelo problematično tudi, da se obdavči oziroma šteje kot odsvojitev vsakršen prenos kriptosredstva na drugo osebo. Ja, v bistvu tukaj sem na hitrco razmišljal o raznih ponudnikih, ki ponujajo, ne vem, mogoče neke kredite, katere zavaruješ z bitcoinom, ne? Ker jaz verjamem, da tukaj sedimo, pa še marsikjer, ki posluša, ve, da bo bitcoin v prihodnosti zrasel in ga ne želijo prodajati, oziroma dajmo reči po njihovem nočejo ga odsvojiti in ga lahko daš za nek collateral, to se pravi za zavarovanje kredita, vzameš kredit, ga odplačaš in ti ta bitcoin še vedno ostane. Ampak v tem trenutku, ko boš ti ta bitcoin poslal na neko drugo denarnico, nekemu posojilodajalcu, si avtomatsko odsvojil bitcoin in boš plačal 25% davka. Zdaj, kako se bo to tretiralo tukaj, pač jaz mislim, da si pač noben ne bo več upal pod temi pogoji sposoditi nobenega denarja oziroma karkoli. Sicer oni mislijo, da bo tukaj lahko pride do izbegavanja plačevanja davkov, ne, pa izogibanju, ampak tudi če hočeš s svojim denarjem, s svojim bitcoinom narediti nekaj povsem legalnega, si dejansko kot je minister rekel, kaznovan s 25%. In tu gre spet za diskriminacijo med različnimi vrstami zavarovanj za kredite, ne? Če recimo preneseš oziroma da zastaviš hipoteko na nepremičnini, ne rabiš plačati davka na kapitalski dobiček, ker je nisi odsvojil, ne? No, ampak omenil si eno tehnično podrobnost, torej prenos bitcoina iz ene denarnice, iz enega naslova na drug, je že došli dogodek po tem takem, ampak vse te naslove si lahko lastimo sami, ker lahko konsolidiramo svoje UTXO-je, riplaška, ne veš, kaj to je. In kaj je to zdaj spet obdavčljiv dogodek? Ne, Verjetno moraš izkazati, Gre samo za prehod v fiat, če se Ne, vsak drug prenos kriptosredstev na drugo osebo, mislim, da je bilo tako nekako napisano. Ampak naslovi ne pripadajo določeni osebi, oziroma kako bomo zdaj izkazovali lastništvo teh naslovov? Tako da jim daš private key, da preverijo, ne? Shit, to je absolutno nespremljivo. Mislim, tukaj tehnično se nam določene stvari res ne zdijo, mislim, so popolnoma nesmiselne in jaz mislim, da ta strokovna javnost, čeprav dobro, zdaj sploh ne vem, ne rečem, so sodelovali ali niso sodelovali, ker izjava je bila eno, v zakonu piše nekaj drugega, ampak očitno, da res tukaj nobeden. Absolutno ne razumem. Jaz ga nastavim, da gospod minister te svoje riple hrani na centralizirani platformi in jih ne zna hraniti sam. Izzivam ga, da dokaže nasprotno. Evo. In ti pošle riple. Minister Gregor pa nič. Gremo naprej. Ali je ta seznam morda že končan seznam pripomb? Ne, pridemo pol mi še do nesmiselnih administrativnih bremen za posameznike. Ne. To je Kot na primer? ena taka brutalna stvar. Dejansko bo mogel posameznik beležiti, če gremo čisto začetka, vse nakupe, vse odsvojitve po metodi FIFO, tako kot piše spet v predlogu, in nekako zračunati neko povprečno vrednost, koliko si vložil, koliko si ven dobil, in od tega si odsvojiti oziroma izračunati davek in ga tudi oddati. Zdaj slišite to dosti enostavno, če januarja kupim pa decembra prodam, ne. Če delam, ne vem, obstajajo storitve, ki jih jaz mislim, da spet marsikdo, ki posluša, uporablja, ne vem, dnevni nakupi bitcoina, mesečni nakupi bitcoina, ali pa danes sem celo slišal tudi urni, da vsako uro se ga nek drobiž ali kakorkoli kup. Kako zdaj to vpišeš noter, to zdaj povprečje vzameš od celega meseca. In tako da tukaj je že pol pri plačilih bo treba isto si beležiti vse, kar boš plačeval, ker vsako plačilo je po njihovem To smo prej omenili, ne? Jaz imam samo eno vprašanje, a to jim zaračunaš pa? Ker pač to gre moj čas za to. Se pravi, če je že nek davka, ne, ki ga moram plačati, se pravi, še svoj čas plačam. Ali mi stavim fakturo za ta moj čas, ki sem mogel pripraviti za njih to. Davčno breme je na strani
uporabnika in pač to moraš narediti, če v zakonu to piše, pač to moraš narediti, koliko moraš. Aha. Po Kaj pa predpisih pol delajo postavka. tam sploh? Ja, davke pobirajo. Saj ni Mislim, vedno. sploh ne rabiš tam ljudi, a ne? Je pa se jih je bolj malo, ki se pa na to spoznajo. Ne, to, da se ne govorim na to, ker se na to spoznajo, ker sedijo tam. Ja, Teh je pa kar veliko, ki jih plačujemo mi s temi davki. Pojmo naprej, ker vidim, da je še dolg seznam. ja, valjda. Pol s tem bo uničili vse inovacije v Sloveniji, pa razvoj tehnološki. Poznamo kar nekaj podjetij, ki so že zbežala iz Slovenije. Eno se dejansko slovenska podjetja niso ustanovila zaradi vseh teh, ne bom zdaj rekel zaradi tega davka, ampak zaradi raznih regulacij se niti ustanovila niso v Sloveniji. In Hkrati pa vemo, da smo bili med inovatorji na Bitcoin sceni z mnogimi podjetji. ja, seveda, sam Desetletja vsak nazaj. se pač izselil v nekamo bolj primerno okolje. Sej to je logično. Sej konc koncev je v zadnjih dneh, mislim, da je bila novica, da se je tudi gospod Češok z Iskro selil v Srbijo. Lepa. In, Znak. ampak Se to je pravi, znak. veliko težje narediti, pa preseliti celo industrijo. Ampak jaz mislim, da se pri nas ne zavedamo, da neko tehnološko podjetje, ki se ukvarja s kriptovalutom, s bitcoinom ali pa pač z blockchainom, se lahko preseli v 24 urah nekam drugam, pač tam firmo odpre in gre. Ampak če se je splačal Iskro preseliti, pa še mrskiro drugo podjetje, da zdaj ne bomo reklame delali, pol se te še toliko hitreje lahko odselijo. In tudi posamezniki, valjda. No, ampak vsi ti bi pa lahko prispevali milijone, če ne milijarde v proračun z davki od dobička in drugimi davščinami, Absolutno. ki jih zdaj pač ne. Ne? Kako kratkoročni pogled je to? Mislim, kdo tukaj sploh razmišlja in kaj sploh razmišljajo? Samo do... Vse pravi, dajmo- pogled do naslednjih volitev. Ja. Ja, oziroma v bistvu si predstavljam še manj. Tam v EU-ju so nam, v komisiji so nam rekli tole pa tole, ali pa ECB nam je rekel tole pa tole moramo narediti takrat pa takrat. In seveda mi Slovencelni, a ne, prvi bomo to naredili in najboljš bomo to naredili. In smo pokimali. In evo, imamo kle enega boljših zakonov v Evropi. Ne? Uh, Skratka, a ne bi bilo smiselno, da bi stimulirali, spodbujali podjetja, posameznike, da kapital obdržijo tukaj, da razvijajo delovna mesta, razvijajo tehnologijo, razvijajo storitve. Na dolgi rok, če bo to vse tukaj, bo država še vedno lahko pobirala davek. ali pa še več, Ne? 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 Da ne govorimo o tem, nižje davčne stopne, a ne? Zakaj so tu dobre, pa mogoče tu država od nižjih davčnih stopenj dobi vsaj toliko, kot zdaj pri visokih. a ne? Ironično je tudi to, da do nedavnega, lansko leto smo postali država z najbolj množično možnostjo plačevanja s bitcoinom preko Lightning omrežja na več kot 2000 plačilnih mestih. In potem je to sprva z evropsko ureditvijo bilo onemogočeno iz trgovske strani, oziroma predvsem iz praktičnega vidika bilo onemogočeno. No, zdaj pa s tem novim predlogom zakona pa postajajo bitcoin plačila tudi nemogoča za fizične osebe, torej za potrošnike. Ker to obstajajo obdavčljivi dogodki. Ne? Ja, in lahko je eno pivo zdaj, če ga plačaš z bitcoinom, tudi 25% dražje, kot bi bilo, če ga plačaš z tradicionalnimi plačilnimi metodami. Kako bodo pa naši zakonodajalci, ki so tako skrbno in tako dolgo pripravljali zakon, nadzorovali izvajanje te nebuloze? Kako bo lahko gospod Boštjančič vedel, da je nek Stane kupil čigumije v Šparu z Lightningom? Špar ga pač ne bo sprejel. Lightninga. Pa recimo, da ga bom to zapravil v Šparu čez mejo, ker bodo vsi Špari razen v Sloveniji to sprejemali. V Gorici bom enkrat to naredil, ali pa v Cugu v Švici. Ne morete. Ne morete slediti tako, da Torej, tukaj boš mogel narediti samo prijavo. Če te bo pa po nesreči nekdo slikal, da si plačal z Lightningom, pa bojo videli, da ni bila transakcija prijavljena na Fursu. pravi, gospod minister za finance, ki naj bi nekaj vedel o financah, sploh ni pomislil na nadzor, sploh ni pomislil na možnost kontrole, na samo izvajanje zakona. Zakaj ne odstopi? Jaz bi odstopil. Mene bi bilo tako sram, da bi tiste riple prodal in odstopil in se ugreznil v zemljo. Mislim, nerazumevanje delovanja. Bitcoin je denar. Kaj bo denar obdavčil? Ja,
Zdaj ga s tem Nima predlogom. treba nič razmišljati, kako se to obdavči, pa kakšne bojo zadnje tehnologije, pobiranje davkov in tako naprej. Bitcoin je denar, ni davka. Mislim, meni je ironično kot ekonomistu, da denarna sredstva tretirajo kot kapitalska sredstva, samo zato, ker jih ne razumejo, ne poznajo, ker v ekonomiji ločimo med 3 glavnimi razredi ali pa kategorijami dobrin. Imamo potrošno blago, tega direktno konzumiramo, zaužijemo, imamo kapitalske dobrine, kapital, s katerim proizvajamo potrošno blago, in potem je ena posebna kategorija, ki jo imenujemo denar, s katero izražamo vrednost, s katero usmerjamo kapitalske dobrine v proizvodnjo. In denar kot tak ne more biti obdavčen, ker potem ne služi svoji funkciji menjalnega sredstva, hrambe vrednosti in niti obračunske enote. S čimer me močno moti to, da tretirajo kriptosredstva kot kapitalske naložbe, kljub temu, da jih dajo v posebno kategorijo, ampak se glede obdavčitve posnema obdavčitev kapitalskih naložb, in namesto da bi se tretiralo to kot zlato oziroma kot denarna sredstva. Ja, to zdaj, če gledamo Bitcoin, ampak še kot kapitalske naložbe so zelo slabo obdavčene, glede na to, da niso niti kapce postavili na teh 25%, ali pa da bi rekli, ne vem, po enem letu držanja, tako kot imajo druge države. Nekaj drugih držav, ja. Ja, nekatere druge države. Še Hrvaška ima zelo ima to narejeno. Hrvati imajo 2 leti, leta. ja, ne? 2 leti, mislim. Tako Nemci imajo celo eno leto. Ja. No, tukaj treba izpostaviti še eno zelo veliko pomanjkljivost v samem predlogu zakona, ki je to zavajanje javnosti glede teh primerjalnih davčnih okolij drugih članic EU, kjer se navaja zgolj države z zelo davčno neugodnimi okolji za kriptosredstva, medtem ko popolnoma ignorirajo in izpustijo vsa davčno ugodna okolja v Evropi. Kot smo že rekli, je to Portugalska, je Nemčija, Malta. je Hrvaška, je Ciper in je še kar nekaj takih članic EU, katerih se sploh ne omeni in se jih popolnoma ignorira. Torej, tudi iz tega vidika je zelo zavajajoč sam predlog, poleg samega tajminga, ki smo ga že skritizirali, ker mislim, da imajo čas za oblikovanje tega predloga oziroma objavo tega predloga vse do konca 3. kvartala tega leta. Se pravi, se jim ni zares mudilo, pa so ga kljub temu dali na vrat na nos ven pred dvojnimi prazniki. Trojnimi prazniki, res je. Torej nimamo niti veliko časa za pripravo samih pripomb. Posvetovali se niso z nikomer, kot smo že omenili, izmed nas, izmed skupnosti, izmed stroke, kar vse kaže na to, da hočejo na vsak način sforsirati, da se ta predlog čim prej sprejme in gre čez. Ali pa da se vsej ne komentira, oziroma da se zamudijo vsi roki. Tako. To ni še kaj na listi komentarjev. Pa zdaj, mislim, na tej listi dejansko s tem dobimo, s tem zakonom, neko davčno nekonkurenčnost, ker dejansko višje davčne stopne ne privabljajo novega kapitala, ampak ga pač odganjajo. To smo videli skozi zgodovino, lahko rečemo od leta 90-91 naprej, da bolj kot dvigujemo davke, več ljudi odhaja, noben ne prihaja. Tukaj jaz res ne vem, zakaj ne bi enkrat Slovenija za spremembo predstavljala neke davčno ugodne lokacije, pa da bi, ne vem, nekdo vstal ali pa mogoče še kakšen nov prišel, pa dejansko plačeval davke. Ne pa da vse to podimo in tako, kot smo se danes že pogovarjali, na koncu bojo v državi ostali revni, bogati bojo šli, ker se jim splača iti. Revni na duši, tako, ki bodo vodili to tako, državo. pač revni ali pa dajmo reči nepremožni bojo pa ostali in takrat pol država lahko dela svoje, ker so vodljivi, ker poslušajo, ker ubogajo za to, da preživijo. In tukaj se mi pač ne zdi prav, da se s takimi predlogi ali pa s takimi zakoni počne take stvari. Mislim, zelo pomanjkljiva, če smem še to dodati, je tudi sama presoja posledic, ki jo navaja v utemeljitvi, kjer trdijo, da predlagane spremembe ne bojo prinesle dodatnih administrativnih obremenitev za zavezance, kar smo že obdelali, ne bodo vplivale na gospodarstvo, predlog zakona ne bo vplival na socialno področje, niti na druga področja. Kar je ironično, ker smo pravkar govorili o neizogibnem begu kapitala, ki se bo zgodil, kajti digitalno premoženje, ki ne pozna meja, ki ga ni mogoče cenzurirati, je najmanjši problem prenesti v tujo državo, menjati rezidentstvo, in to se bo v Sloveniji, ki je ena najdlje aktivnih na tem področju in ima veliko ljudi, ki so nekaj od tega odnesli, so dejansko zaslužili, imajo neko premoženje, takšni ljudje bodo slej ko prej, če še niso, zapustili Slovenijo.
šli v davčno bolj ugodna okolja. Podjetja, kot je Toni že omenil, ki se ukvarjajo predvsem z digitalnimi storitvami, so že zapustila Slovenijo, vsa inovativna podjetja na tem področju. In to je zelo tragično. In mislim, da ima močne vplive in posledice za slovensko gospodarstvo in za socialno področje. Pa pozabil si še nekaj omeniti, da ne pričakujejo prav velikih prilivov v davčno blagajno. Tako da se pol res vprašam, zakaj sploh to počnemo. Ker ni samo, fair. ne samo, da jih ne pričakujejo, niti ne vejo za vse prilive, ki bodo, kaj z njimi, kam jih uvrstiti in kako z njim kaj koristnega A narediti. imamo kakšno idejo? To gre v proračun države, tako da si bojo pač razdelili. Ja, Okay, ampak a imamo kakšno idejo, kako bi Dajmo. pa to bilo, če bi pa, ne vem, pobrali nek davek? Dajmo tukaj razviti kot strokovna javnost še kakšen predlog za gospoda Riplaša. Z vidika Bitcoin društva jaz bi v bistvu vse prilive iz tega dal v izobraževanje, pa o osveščanje prebivalcev. Ne vem, začnemo čisto na začetku. Kaj je denar? Tako pa tudi začnemo kar pri njih, a ne? Pri Ministrstvu za finance recimo, pa potem na FURS, da jih sploh ozavestimo, kakšen predlog so dali ven. Kako smešen, paradoksalen in sramoten predlog so pripravili. Zdaj naslednjo idejo ima pa Klemen, ne? Kam bi on dal sredstva. Jaz pa en zelo dober predlog. Ja. Če bi se zgledovali recimo po ZDA, ki so naredile neko razliko med Bitcoinom kot strateško naložbo za državo in potem digitalnimi sredstvi kot takimi, ki veljajo za bolj špekulativne instrumente, se lahko zgledujemo pa rečemo, da je Bitcoin denar, primerljiv zlatu, mora biti obdavčen stopnja 0% kot naložbeno zlato, ker se dejansko ne vede kot kapital, ampak denar. Na drugi strani pa sledimo podobni obdavčitvi, kot jo imajo recimo vrednostni papirji v Sloveniji, pustimo 25% davek, da uvedemo neko časovno kapico, kjer se ta davek s časom niža ali pa pade na stopnjo 0%, potem pa pobran davek, ki ga naberemo in ga damo v proračun, lahko potem investiramo v slovensko strateško Bitcoin rezervo in za razliko postanemo tudi mi eni izmed pionirjev na tem področju na nacionalnem nivoju. A ni češki minister ali pa češka centralna banka razmišlja o tem, oziroma saj dela neko študijo, če se ne motim. Sedaj- Ampak javen mislim, da so predlog, že ja. dobili rdeč karton A, strani od ECB-ja. od Ja, Evropske centralne banke. Vem, tako da- ampak to je stvar pač logično. Ne? ECB bo naredil vse, da ne bo dovolj. Ne? Ampak Ker je hecno, medtem kje je zdaj ko- suverenost? Ali je suverena pol država, ali ni suverena država, ali kako zdaj to gre? Ne? Meni je zanimiv ta paradoks ali pa razlika med ZDA in kako se oni vedejo do tega okolja, odkar je Trumpova administracija ima svoj mandat in razlika med EU in njihovo politiko in odnosom do tega ekosistema. Eni zelo močno pozdravljajo in spodbujajo okolje, drugi pa zavirajo na vsak način, ker se zgleda bojijo. No, ker smo nekdo- pri predlogih, kaj lahko še, kako lahko spodbudimo vse nas in poslušalce, kaj lahko naredimo, da to, kako naj Predlog? ta Ta lep predlog? ta lep predlog zavrnemo, da izkažemo nestrinjenje, da naredimo nek pritisk javnosti na vlado. Kaj lahko naredimo, Toni? Ja, jaz mislim, da jaz mislim, da ima čisto vsak ima eno svoje mnenje, kakšen predlog, in kot prvo lahko na e-demokraciji komentiramo ta predlog. Zato, ker nekdo bo mogel prebrati te predloge oziroma komentarje oziroma vprašanja ali karkoli in na to tudi odgovoriti, oziroma se nekako odzvati na vse odgovarjali, tako ne bojo na vse. In če bojo videli, da je tam ogromno nekih komentarjev, se bojo verjetno vprašali, mogoče pa ta predlog res ni primeren, da ga sprejmemo. Zdaj druga varianta je peticija, da jim pokažemo to nestrinjanje, da se čim več ljudi odzove na to peticijo, pa je pač podpiše. Kje je ta peticija? Ta peticija je na peticija.si, Peticija.online. .online, tako je. Bomo dali link pa v Gre pa- opis epizode, tako da pejte pogledati, ja, podpišite. Gre pa za peticijo proti obdavčitvi kriptosredstev, ki jo je Bitcoin društvo zagnalo pred nekaj dnevi in je v parih dneh, praktično čez vikend in čez praznike, je že zbrala več kot 1600 podpisov. Tako da v tej peticiji so tudi navedeni naši glavni argumenti, zakaj smo proti predlaganemu zakonu.
in zakaj želimo oziroma zahtevamo od ministrstva, da predlog omakne in ga skupaj v sodelovanju z dejansko stroko ponovno oblikuje na nek razumen način. Če koga poznamo, ne? Tako da vsak, ki želi podpreti to peticijo, lahko podpiše tam, kjer smo rekli, in na ta način dodatno podpre to gibanje. A lahko še koga drugače pomagajo? Mislim, s svojimi znani lahko kontaktirajo koga, lahko kontaktirajo Lahko se- Bitcoin društvo. Absolutno, vsakega člana smo v Bitcoin društvu zelo veseli. Tako na bitcoin.si so vse informacije, od pristopnih izjav do člankov, ki jih piše skupnost. Se pridružijo na naših mesečnih meetupih, pa se tam pogovorimo in ja, vsak lahko naredi en svoj proof of work, pa pač pomaga, da skupaj oblikujemo neko, dajmo tako reči, normalno prihodnost. Da se bomo Bodimo aktivni, govorimo o teh napakah naše vlade, izpostavljamo jih in izrazimo svoje mnenje. In upam, da jih spodbudimo do te mere, da se bojo vsaj začeli pogovarjati dejansko z nekom, ki razume Bitcoin, ki razume kriptosvet. Da Slovenija pripravi en v redu zakon, ki bo dober tako za nas, kot za državo. Ja, pa dajmo reči, da v bistvu ni sam Bitcoin društvo tisto, s katerim bi se mogli pogovarjati. Mislim, da, tako kot smo prej rekli, v Sloveniji obstaja ogromen enih posameznikov, ki mogoče tudi vejo, pa še kaj več od nas, ampak kar je meni znano, nobeden ni bil vključen v ta predlog, tako da, Seveda ne. kar je žalostno. No, to je namensko, ne? Jasno. Verjetno. Dobro, smo povzeli. Mislim, da imate še kaj takega. Kar lahko povemo še mogoče za nek ta terminsko dogajanje oziroma aktivnosti, ki jih bomo v sklopu društva izvajali. Proti temu predlogu je, da bomo pripravili uradne pripombe na sam predlog do skrajnega roka 5.5. Te pripombe bomo tudi potem posredovali ministrstvu in jih povabili k sodelovanju in razpravi. Odlično. V naslednjih epizodah objavimo, če bo kakšen rezultat. Absolutno. Absolutno. Ja, ali pa če ga tudi ne bo, vse mora to. ja. Seveda. Jasno, jasno. Bo imelo vpliv na vse nas. Ne? Absolutno. Tako da, fanta, hvala. Ja, res hvala lepa za to, da ste se pripravili, da ste se odzvala. Epizodo bomo probali tudi zelo hitro objaviti in računamo na vaš odziv. Ja, ostanite na Coinu, zbirite satošje. Čau, bav. Hvala vama za povabilo. Hvala.